Ja, tako uredba je splošno neposredno uporabljiv pravni akt, tako da sama implementacija niti ni nujno potrebna. Prišlo bo do določenih nejasnosti, kako ravnati v primerih, ko ko sta neposredno v nasprotju ZVOP-1 pa uredba, ampak v primerih, ko sta na nek način, ko se dotikata drug drugega, bi temu rekel. V vsakem primeru določbe uredbe so neposredno uporabljive in jih bo potrebno od 25. maja naprej uporabljati. Tukaj je tudi dejstvo, če bo sprejet ZVOP-2 in če bo ZVOP-2 v nekaterih delih v nasprotju z uredbo, bo tudi tukaj vprašanje, ali te določbe veljajo, zdržijo in kaj bi bilo recimo v potencialnih postopkih, niti ne toliko znotraj Slovenije, kot v morebitnih odškodninskih postopkih nasproti tujim osebam, v morebitnih postopkih tujih nadzornikov in tako naprej. Jaz bi podjetja na nek način razdelil v več različnih skupin. Nekatera, ki se pripravljajo že precej dolgo in so precej dobro pripravljena, manjkajo jim še nekatere podrobnosti zaradi same kompleksnosti in ponavadi predvsem pri teh velikih družbah zaradi količine podatkov, s katerimi in različnih kanalov pa različnih mest, kjer jih hranijo. Ampak mislim, da ta podjetja, ki se že dlje časa pripravljajo na to, so pripravljene precej dobro. Potem imamo pa en del podjetij, ki se tudi zdaj niso ukvarjali z varstvom osebnih podatkov in so zdaj tik pred uvedbo GDPR-a zaradi vse te medijske izpostavljenosti nekako prestrašeni. Oni mislim, da se bodo počasi do nekam prilagodili, sigurno ne bodo popolnoma skladni, ampak vsaj nekatere osnovne stvari upam, da bodo prilagodili. Potem imamo pa še tisti tretji del gospodarstva, ki vedno obstaja v takih primerih, ki se pač ne glede na to, a je ZVOP-1 zdaj veljal, se niso ukvarjali z njim in se tudi z uredbo verjetno ne bodo ukvarjali, dokler jih ne bo to udarili po glavi, tako bi rekel. Zdaj sigurno je ena izmed stvari, ki je zdaj zelo aktualna, je to prehodno obdobje, ki naj bi ga ZVOP-2 uvedel. Druga stvar je recimo obveznost imeti pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ali posamezna družba ima to obveznost ali ne. Potem je vsebine soglasij, sigurno možnosti, ki jih ponuja ta zakoniti interes in kot podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Tako da vprašanja so precej različna, je pa dejstvo, da te naše stranke večinoma prihajajo vsaj delno iz mednarodnega okolja in so z zadevami precej dobro seznanjene, tako da bi rekel, da imamo več stika s tistimi v prvi skupini, ki sem jo prej omenil, torej tistimi, ki so dobro pripravljeni, tistimi v drugi nekoliko manj, s tistimi v tretji pa pač ne, zaradi tega, ker tako kot smo prej rekli, oni se niti ne dajo opravka s tem nekaj zelo.